Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, od parlamentarnih volitev je minilo že 15 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Za vse so krivi komunisti. Ne verjamete? Ker z njimi nismo naredili ničesar, oni še danes slavijo tiste, ki so jim omogočili vse, kar imajo. In še, viseti bi morali po kandelabrih. Tako pravijo uporabniki Twitterja. Komunistov sicer roko na srce danes pri nas praktično ni, bivših komunistov pa je seveda ogromno. Tudi aktualna predsednika države in vlade sta med njimi. Po moje bi prej zmanjkalo kandelabrov. Sedaj pa se lotimo 122. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kaj se dogaja pri socialnih demokratih, kaj se dogaja v stranki socialnih demokratov. Je šlo pretekli četrtek za labodji spev, sedmino ali coming out zabavo socialnih demokratov, bomo vprašali našega stalnega komentatorja Marka Pavlišiča. Marko, dobrodošel v Faktorju. Dobro večer in slava Ukrajini. Ja. Naj povem, da bi danes moral biti z nama v oddaji tudi naš stalni komentator Darko Mršič, ki pa je žal, kot se reče, missing in action, tako da mu želimo vse najboljše in upamo, da se nam bo kmalu spet pridružil. Marko, ti si verjetno spremljal, čeprav vem, da si bil vmes tudi odsoten iz države, ampak vendarle si spremljal to, kar se dogaja okoli nove vlade, sestavljene nove vlade. Kako ti recimo generalno komentiraš to, kar se je do sedaj zgodilo po volitvah? Se ti zdi, da zadeve potekajo tekoče, relativno hitro, počasi? Kakšen imaš občutek? Zdaj, stanje v SD-ju, mislim, da je ta fotografija kar dobro pojasnila. Ne? Če dobro pogledamo, vidimo, da ni nobenega nasmejanega obraza tam in resnici na ljubo tudi že par drugih fotografij predtem, že predvolilnih, ne? V SD-ju so praktično vedno bili zaskrbljeni obrazi in moram jim dati kar prav je, da so zaskrbljeni. Ne? Zdaj, zakaj recimo je prav, da so zaskrbljeni? Ja, sej, če pogledamo njihov rezultat, ne, ki se je pač poslabšal, ne, nimajo popolnoma nobenega razloga za veselje. Ne, in tudi njihov trend, ne, vse bo neko od vlade Boruta Pahorja oziroma od takratnih volitev, ko so pač zmagali, ne, je šel samo v bistvu praktično navzdol. Malo nihalo gor dol, neodvisno, da so bili prej v opoziciji ali ne, ampak generalno gre pa navzdol in pač bo neko relativno slabo jim kaže. Ne. Ne nazadnje kaže to tudi izbira njihovih predsednikov, ne, ki bo neko, že gospod Židan, ne, je bil verjetno nekako bolj na silo izbran kot nekdo, ki bo najmanj škodil posameznim strujam v te stranki. Ne. Zdaj tudi za Tanjo Fajon v bistvu kaj drugega težko rečem. Ne. Tako da šibek predsednik ali predsednica ne prinese nekak šibek rezultat na volitvah. Ne. Zdaj, same volitve so prinesle bo neko zmago levega dela političnega spektra, premočno je zmagalo Gibanje Svoboda. Levici je nekako uspelo priti v parlament, stranka SD je pa pač dosegla tak rezultat, ko ga je ne pretirano dober, je pa vseeno prišla not. Je pa nekaj res, ne, Marko, verjetno se strinjaš, mogoče ne na tej fotografiji, ki smo jo pokazali, ampak nasplošno pa Tanja Fajon je kar gre na smeh, ne, se mi zdi, takrat, ko so se prvič pojavili, zdaj očitno trije vodje stranke, ki bojo oblikovali novo vladno koalicijo, ne, se pravi pač Robert Golob, Luka Mesec in Tanja Fajon. Ona dva tudi nista bila preveč nasmejana, Tanja Fajon pa je bila nasmejana. Zdaj, zakaj ti misliš recimo, da ona vseeno ohranja dobro voljo? Je to pač neka maska za javnost ali je ona vseeno pač boljše volje, kot so očitno nasplošno v njeni stranki? Ona je očitno svoj cilj dosegla. Verjetno bi še raje postala predsednica vlade, vendar to misel je verjetno opustila že dolgo nazaj. Tako da to, kar bo sedaj dobila očitno, ne, se pravi, da bo postala zunanja ministrica, je to, kar si je verjetno že precej časa želela, tako da ona v resnici ima razlog za veselje, ne. Kar pa jasno tudi kaže, da v bistvu predvsem izpostavlja tukaj in zasleduje svoj interes, ne pa toliko interesa stranke. Ker mislim, da pa v interesu neke socialne demokracije ni zunanje ministrstvo, da so, bo rekel, v vladi ministrstva, ki so nekako
primernejša za stranko, kot bi Socialni demokrati želeli biti. Zunanje ministrstvo, pravosodno ministrstvo, ministrstvo za gospodarstvo, nekako, če sem prav slišal, se obetajo te stranki. Ja. To vsekakor niso nekako ministrstva, ki bi nekako pasala v to, kar bi socialna demokracija rada bila. Ne. Bistveno bolj na mestu, tukaj so ministrstvo, ne vem, za delo in socialo, ministrstvo za, ne vem, zdaj, ko slišim, da se uvaja neko medgeneracijsko sodelovanje ali nekaj takega, verjetno nekaj bolj splošnega za upokojenske zadeve. Se mi zdi, da sem se spomnil, kdo je kandidat za ministrico tukaj, ne? Ali pa recimo ne nazadnje tudi ministrstvo za šolstvo, so precej bolj primerna recimo ministrstva za socialne demokrate. Ne? Preden greva podrobneje okrog teh resorjev in teh kandidatov SD-ja za posamezne resorje, me zanima, koliko ti recimo krivde ali pa zasluge v narekovajih pripisuješ socialnim demokratom, ne nazadnje tudi Tanji Fajon, ker vemo, da volitve so pač nekako vse bolj odvisne od teh špicen kandidatov v narekovajih. Koliko skratka njim pripisuješ krivde oziroma zaslug za ta njihov volilni rezultat, ki si rekel, da je slab? Zdaj, samo volilno kampanjo so štartali z nekako pojmom drugače, ne? Pa vendarle so potem naredili vse isto, kot je bilo do zdaj. Ne? Moram reči, da tudi potem jumbo plakati, kjer so nekako obljubljali, da imajo načrt, imajo kandidate in tako dalje. Ne vem, če kdo resno jemlje Tanjo Fajon, da je ona, človek z načrtom in z možnostjo, karkoli resnega spremeniti v tej državi. Mislim, da kot zunanja ministrica bo svojo vlogo nekako upravila bo verjetno zelo veliko število potovanj v tujino. O izplenu le tega lahko potem pač debatiramo in imamo mnenja. Ampak da bi bila pa ona človek, ki bi nekaj resnega spremenila v tej državi, ki bi recimo povzročila, da se uredi zdravstvo, da se sprejme resna pokojninska reforma, da se sprejme, ne vem, sprememba delovnopravne zakonodaje v pozitivno smer, pa močno dvomim. Ne? Tako da mislim, da so to nekako volilci tudi dojeli, razumeli in da je rezultat, ta rezultat, ki so ga dosegli, da je rezultat tudi tega, kakšno kampanjo so imeli in pač ne nazadnje, kdo vodi to stranko. Ja, absolutno. Ampak vendarle, če pogledava še malo bolj nazaj, ambicije so bile verjetno više, ne bi šli menjavati pač Dejana Židana na čelu stranke na način, kot so ga šli zamenjati s Tanjo Fajon, če ne bi imeli više ambicije. Ne. Konec koncev Tanja Fajon je poslabšala Židanov rezultat, da tako rečemo, iz prejšnjih volitev. Ne. Socialni demokrati imajo s svojimi predsedniki izgleda, odkar so uspešno se znebili Boruta Pahorja, imajo kar težave s tem in tudi ravno sedaj bi bilo nekako logično, da bi razmislili tudi o menjavi, vendar se ta razmislek ne bo zgodil in roko na srce tudi nimajo človeka, vsaj jaz ga ne vidim, ki bi trenutno lahko zamenjal Tanjo Fajon na tem mestu. Ne. Zdaj, Borut Pahor je popeljal Socialne demokrate takrat v zmago. Ne. Zanimivo, da so se svojega edinega zmagovalca, resnega zmagovalca, ki jih je popeljal v zmago, potem v stranki enostavno odrekli in se ga še naprej odrekajo. Ne. Morda bi morali v tem trenutku malenkost bolj razmisliti morda celo o tem, da ga povabijo nazaj. Ja, zdaj nekateri pravijo, da bi moral SD prevzeti Jani Prednik. On je že kandidiral proti Tanji Fajon na zadnjem kongresu, kjer je bila formalno izvoljena za predsednico, pač dosegel je bistveno slabši rezultat, skratka ni šlo za neko tesno bitko med njima. Kaj ti meniš na to? Ne? Je Jani Prednik pač nek obraz, ki bi lahko pač SD popeljal naprej oziroma jim zagotovil boljše rezultate na volitvah, ker očitno je to tisto, kar jih najbolj skrbi? Jaz ga bi definitivno podprl, ampak moj glas tam ne šteje, ker enostavno nisem član te stranke. It's not my cup of tea. Yeah. Ampak niti ni toliko važno, ali bi on spravil Socialne demokrate na na pot uspeha. Ne? Bolje vprašanje, ali bi se interesne struje znotraj stranke lahko strinjale za njimi in ali oni lahko to dopustijo. Mislim, da je pa tukaj odgovor negativen. Ne? Da Socialna demokracija kot edina stranka
kontinuitete od, bo rekel, osamosvojitve naprej, pa če Edina je ostala na tem levem polu od začetka do zdaj, ne, v njej so se zbrale razne interesne skupine, v njej so se zbrali kar precej ljudi, ki imajo konkreten interes in te ljudi si enostavno ne morejo pustiti, da bi se to kar tako spremenilo, da bi nekdo spravil to stranko v drugo smer, kakor pač trenutno poteka, ker to, kamor gre, je nekako nekomu očitno v interesu. Ne? In tako da jaz mislim, da nima prav veliko možnosti, vsekakor pa se mi zdi, da bi bila to dobra odločitev, vsekakor boljša kot je Tanja. Ja. Komu misliš, da je v interesu, da gre SD v to smer, v katero gre? Pa sej verjetno jim ni v interesu, da gre v to smer, ampak oni še vedno lahko največ svojega interesa, osebnega interesa speljejo skozi SD. Ne? Bom rekel čisto konkretno, gospod Cvikl, ki naj bi postal recimo minister za gospodarstvo, tako se nekako kaže, ne? Bo skozi to stranko to uspel doseči. Vprašanje, če bi lahko na kakršenkoli drug način prišel do tega. Ne? In bo neko še par takšnih posameznikov, če vsak zasleduje pač svoj interes, lahko najbolj uveljavijo skozi stranko, pa čeprav je to ne nazadnje za stranko slabo. Ne nazadnje tudi to, kar smo prej govorili o gospe Tanji Fajon, ne, da bo postala zunanja ministrica, to je zelo dobro za njo. Za stranko pa vprašanje, če ni to, bo rekel, da bo povzročil labodji spev stranke. Ne? Ja, ti si rekel, da bi morali razmisliti o tem, da bi tudi šli v menjavo pač predsednice zaradi slabega volilnega rezultata. Zdaj seveda Tanja Fajon ni odstopila, tudi ne bo odstopila, ne, tega nihče ne pričakuje. Je pa odstopil podpredsednik stranke Jernej Pikalo, ki sicer niti ni bil kandidat na volitvah, ki pravi, da pač mora nekdo prevzeti odgovornost za ta slab rezultat, čeprav očitno on pri tem, ki dost ni imel. Kako to komentiraš? Jaz mislim, da je tukaj gospod Pikalo na nek način sporočil predsednici, da je čas, da odstopi. Ne? S tem, ko je pač on odstopil in pozval k sprejemanju odgovornosti, je v bistvu njo pozval k odstopu. Verjetno tudi s tem z namenom, da bi potem lahko sam morda kandidiral za to, da bi prevzel njeno mesto. Ne? To je zdaj čista špekulacija, ne? Ampak mislim, da v ozadju tega odstopa je pa predvsem poziv nje, da ne odstopi. Ampak ni bilo videti, Marko, ne, da bi v stranki kaj dost zamaha ali pa odmeva pač ta njegova poteza potegnila. Nekaj nismo slišali navzven, saj, da bi zelo bili nezadovoljni oziroma da bi bil kdo v stranki SD, ki bi menil, razen Pikala očitno, ali pa veliko njih, da mora Tanja Fajon odstopiti. Zdaj, tukaj gre tudi za en spet okoliščin. Gibanje Svoboda je premočno zmagala, in kar takoj so začeli z koalicijskimi pogajanji za novo vlado, ne? In ti se pa hkrati ne moreš v stranki razreševati tega, ali bi odstopil ali ne, ali bi bil čas za menjavo smeri, menjavo vodstva in hkrati se pogovarjati o tem, kako boš vstopil v koalicijo, tako da tukaj gospod Golob ni pustil časa SD-ju temu. Ne? Ja, razumem, ja. Ok, zdaj pač SD očitno bo šla naprej s Tanjo Fajon, ne bo odstopila, naj bi dobili v tej novi vladi 4 resorje. Kako se tebi zdi, da v stranka, ki je dobila 6% na volitvah, v novi vladi prevzela 4 resorje? Zdaj jaz tu nisem šel računati, koliko bi jim po tem deležu, ki so ga dobili, pripadlo. Ne? Ja. Ampak nekako koliko 21 ali 22 ministrstev naj bi bilo po novem. 21, ja. Zdaj 4 od 22 ali 21 se niti ne sliši tako veliko, tako da načeloma je to čist v redu število. Je pa pomembno, katera bodo ta ministrstva, katera bojo dobili. Pomembno za njih je tudi, da dobijo eno več, kot recimo je dobi Levica, oziroma da dobijo več, kot dobi Levica. Drugače pa niti ni, rekel, še s tem bojo imeli verjetno težave. Kakšne težave bodo imeli in če bodo imeli še kakšne, pa zvemo po oglasih, tudi ne nama uvid, gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj se dogaja v SD. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z mano je še vedno naš stalni komentator Marko Pavlišič, pogovarjamo pa se o tem, kaj se dogaja v stranki socialnih demokratov.
Marko, predno smo šla na oglase, sva se pogovarjala o v bistvu ministrskih kandidatih SD-ja in pa odstopu Jerneja Pikala. Ne? Ti si rekel pač, da bi SD-ju bolj pripisal recimo resor šolstva, kot pa te resorje, ki zdaj nekako krožijo v javnosti, da bi jih naj dobili. Zdaj, Jernej Pikalo je bil dvakrat minister za šolstvo oziroma izobraževanje. Ne? Zdaj, on je pač odstopil, očitno na ta način verjetno tudi ni v igri za to, da bi prevzel ministrsko mesto. Daj mi še malo več povej, no? Kakšno je tvoje mnenje okrog tega kadrovanja v SD-ju? Nekaj sva se tega že dotaknila, ampak se mi zdi, da lahko še kaj več na to temo povem. Zdaj, ko sem omenil, da bi morda ministrstvo za šolstvo bilo tisto, ki bi bolj pritičilo SD-ju, tega vsekakor nisem mislil zaradi potencialnega ministra, gospoda Pikala. Okay. Zdaj, malo sem probal razmisliti, on je bil minister za šolstvo v tistem času, ko sem bil jaz poslanec v državnem zboru in pri najboljši volji se ne morem spomniti ene stvari, ki jo je takrat naredil. Ne? Pa mislim, da je bil tudi kasneje še minister, pa se tudi nič kaj veliko ne spomnim, tako da definitivno nisem iz tega vidika tega predlagal, ampak sem imel bolj v mislih to, da vsi vemo, da šolstvo je nekako skrbi za ideološki aparat države, ne? In zdaj socialni demokrati bi pač bi si nekako morali želeti imeti roko nad ideološkim aparatom države, ne glede na to, ali je to za državo dobro ali slabo, po mojem to ni ravno najboljše, ampak se tu ne komentiramo, kaj bi jaz želel videti, ampak kaj bi bilo recimo dobro za socialne demokrate. Ne? In iz njihovega vidika se mi zdi, da bi bilo to nekako smiselno, da se bi za to zavzemali. Ne? Zdaj, od ostalih kandidatov Tanja Fajon kot predsednica stranke definitivno more biti v vladi. Ta standard je bil postavljen že v preteklosti. Nenazadnje so bile tudi neke slabe izkušnje z strankami, ki so bile v vladi na pol ali pa brez predsednika. Zato bom rekel, si noben resen predsednik vlade še nekaj časa ne bo dovolil, da ne bi imel predsednikov koalicijskih strank v vladi. Ne? In ona si je pač izbrala ministrstvo za zunanje zadeve. Ne? Od ostalih kandidatov pa ne vem, kaj ponuja. Govori se o gospodu Cviklu, da bo prevzel ministrstvo za gospodarstvo, za pravosodje pa v medijih smo brali, da se gospa Dominika Švarc Pipan nekako samo predlagala, probala spraviti na to mesto, kar ponavadi ne uspe. Ne? Vse pravijo, da petelinki prezgodaj za kikirika, ne? Ponavadi ostane brez glave. Ne? Zgleda, da se bo tudi tukaj tako zgodilo. Od ostalega pa ne vem. Ne. Je pa vseeno tukaj kar žalostno, ne, da stranka z praktično najdaljšo tradicijo v Sloveniji, ne, da ima tako plitek bazen kadrov ali pa da se kaže, da ima tako plitek bazen kadrov. Ne. No, ampak zdaj, razen Tanje Fajon, ne, te, ki smo jih zdaj že omenjali v oddaji, recimo Cvikl, Pikalo, tudi Švarc Pipanova je bila državna sekretarka, njena protikandidatka, ne, v tem babjem ravsu, ki naj bi se dogajal znotraj SD-ja za to mesto pravosodne ministrice, Andreja Katič, je tudi bila že ministrica za obrambo, za pravosodje. Skratka, kakorkoli obračamo, SD ima neke kadre, ki so že bili na teh najvišjih političnih funkcijah. Ne. Kako zdaj bo pa recimo tu po tvoje se izkazala stranka Levica? Vemo, oni v prejšnji vladi Marjana Šarca niti v vladi niso mogli biti, ne, so v bistvu podpirali vlado iz opozicije, dokler so jo. Zdaj grejo v vlado, pa tudi stranka Roberta Goloba je nova stranka, če bo 21 resorjev, tako kot predsednik vlade napoveduje, če ga prav razumemo, ne, da bojo 4 dodatni resorje glede na zdajšnje. Kje bojo našli teh 21 ljudi, ne, ki bo v vladi? Ne vem, kje jih bojo našli. Ampak že prej sem omenil, da na neki način gospod Golob ni pustil SD-ju, da razmisli o tem, kako naj se sami soočijo s tem rezultatom, nekako jih je porinil v ta koalicijska pogajanja, ni jim pustil časa, da sami pri sebi razmislijo, da morda razmislijo, da je čas za menjavo vodstva in bi potem novo vodstvo razmislilo o tem, kako naprej. Ne nazadnje, če bi recimo se SD sama odločila, ali pa tudi Levica, da se odločijo za resen razmislek o tem, kako naprej, potem
resnici na ljubo slabem rezultatu za obe stranki, ne, bi se lahko vzeli čas za razmislek, ne, bi s tem tudi Goloba postavili v malenkost recimo neugodno situacijo in bi potem morda s tem dobili tudi več pogajalskih izhodišč. Ne. Tako, ko so pa kar avtomatsko skočili in pač si ne vzeli časa za razmislek, bojo pač morali vzeti to, kar jim bojo nekako ponujeno. Ne. Vsekakor bo SD tudi v tem mandatu imel velike težave z Levico. Tako radikalni, kot je Levica, ne morejo biti, ampak če pa niso radikalni, kaj jim pa sploh ostane? Ne? Ja. Tako da tukaj bo kar zanimivo. No? To se mi zdi dobro vprašanje, kaj jim ostane, ja, ampak zdaj, ko si omenil to hitenje na nek način, ne, saj navzven tako zgleda, tudi sami pravijo, da se jim mudi pri oblikovanju vlade. Zdaj, če te prav razumem, SD pa Levica imata verjetno interes, da se čim prej vlada sestavi, da se pozabi na to, da sta v bistvu skoraj med poraženci volitev, ne, če smo zelo iskreni. Zakaj pa se po tvoje dr. Robertu Golobu tako mudi za sestavljanje vlade? Morda bi za ostali dve najprej še menil, da imajo oboji še en interes tukaj in sicer glede na to, da morda po naslednjih volitvah jih več ne bo v politiki, ne, je treba zelo pohiteti, da dobijo še kar se da dobiti. Ne. Se pravi, da določeni ljudi pač preživijo še 4 leta na ministrskem stolčku, potem pa pač bo čas za nove izzive, kot se temu reče. Ne. Precej lažje razumem, zakaj se gospodu Golobu mudi. Ne. On na ta način, če se bo v petek konstituiral državni svet in to se bo, če takoj postavijo predsednico državnega zbora, razdelijo resorje in praktično naslednji dan že predlagajo mandatarja za novo vlado, ter takoj na to začnejo za pogovori in tudi sestavijo vlado. Ne nazadnje, za jutri so napovedana že imena ministrov, tako da res lahko to hitro speljejo. Bo to za dr. Goloba prva velika zmaga. Ne? Enostavno bo uspel v rekordnem času sestaviti vlado, s tem nekako še utrditi mnenje o tem, da je operativen, da je sposoben hitro delovati in dobro delovati in to mu vsekakor šteje v plus. Ne? Zdaj, ampak to je v bistvu samo prvi korak. Ne? Kaj bo pa potem sledilo, bomo pa videli recimo po 100 dneh miru, če jih bo imel. Ne? Čeprav vemo iz izkušenj, da te stranke novih obrazov nimajo, bi rekel, 100% rezultata pri potrjevanju ministrov. Ne? Vemo, da vlada Marjana Šarca je imela s tem kar precej težav, tudi vlada Mira Cerarja na začetku. Ti verjameš, da bo 21 kandidatov, ki jih bomo zvedeli, kakor napovedujejo že konec tega tedna, da bo vseh 21 kandidatov šlo čez parlamentarno sito? Je olajševalna okoliščina to zdaj, da v bistvu vlada ima neko jasno večino in da ta večina je tudi, dajmo reči, na rekovajih preprosto sestavljena, ne? Ker v bistvu je tle Gibanje Svoboda, pol dolg nič, pa še dve majhni stranki. Celotni modus operandi trenutne opozicije, bodoče koalicije oziroma bodoče vladajoče strukture je bil 2 leti, da je treba zamenjati Janeza Janšo. Ne? Oni si enostavno ne morejo sedaj privoščiti, da tega ne naredijo. Ne? Kar pomeni, da bo rekel, tudi če bo kandidat za ministra gospod Hladilnik pa ne vem, gospod Klima iz državnega zbora, ne, bo to potrjeno za ustrezno količino glasov. Ne. Tega si enostavno ne more dovoliti, da ne bi se to zgodilo. Ne. Ja, me pa zanima, seveda predsednik vlade bodoči, Golob, pravi, da bi on povabil v koalicijo tudi stranke, ki so padle ven iz parlamenta. Ne. Kako ti gledaš na to in kako gledaš na to idejo, da bi se nekako Alenka Bratušek in Marjan Šarec v prvi vrsti, če je tako za razumeti, vrnila tudi na neke funkcije, zdaj ne vemo, strokovne, politične, katere druge, ampak na nek način, da bi postala del te ekipe, ki bo zdaj prevzela vodenje Slovenije? Dva vidika tukaj bi izpostavil. Prvi vidik je, da takšna dobrodušna poteza, da veliki zmagovalec volitev podeli svoje zmagovite drobtinice tudi z ostalimi, ne, je vsekakor nekaj pozitivnega in gre nekako v smer konsolidacije oziroma v tem, da se res ponovno vzpostavi nazaj nekdanji veliki LDS. Ne. Tukaj vseeno ne smemo pozabiti, da dr. Golob ni dr. Drnovšek. Ne. Ja. Tu je vseeno kar precej velika razlika. Ne nazadnje
gospod Drnovšek je delal koalicije tudi preko centra, ne, vključeval je v svoje vlade tudi, bom rekel, predstavnike bolj iz desne strani, ne. Ampak vsekakor, bom rekel, poteza recimo Šarca na evropskih volitvah, kjer je vehementno izločil svoje liberalne kolege, ne, se tudi ni izkazala kot pozitivna. Tako da verjetno se je gospod Golob kaj na tem naučil in iz tega vidika je ta poteza recimo pozitivna. Ampak po drugi strani pa ne smemo spregledati, da na ta način ignorira voljo volilcev, ne. Volilci so te dve stranki vrgli ven iz parlamenta. Ja. In zdaj to, da ju gospod Golob na nek način vrača nazaj not oziroma vrača v vlado, kar je morda še več, pa je izkaz neke tudi arogance do tega volilnega telesa, ne. Meni se čist nič ne bi narobe zdelo, če bi recimo gospod Bratušek postavil za državno sekretarko na kakšno ministrstvo ali pa celo v vlado. Malenkost več dvomov bi imel, če bi to naredil z gospodom Šarcem, ne. Da pa bi bila ona dva v vladi kot, bom rekel, ministra, se mi zdi pa kar arogantna poteza do volilcev. Ja. Čeprav na nek način dobrodušna. Ja, sej, dve vprašanje imam tu, pa če se strinjaš, grejo po vrsti, ne. Prvo si rekel človekoljubna na nek način poteza Roberta Goloba. A gre to res za človekoljubje ali gre bolj za koristoljublje, glede na to, da si sam omenil, ne, da očitno bo poskušal Golob prvič vlada 2 mandata, to je rekel javno, ne. Tudi Zoran Janković je rekel, da bojo oblikovali vlado, ki bo vladala 2 mandata, se mi zdi to kar pomembno, kar Zoran Janković reče spet, ne. Nekaj časa ni bilo toliko pomembno, zdaj je spet pomembno. Skratka, poskušali oblikovati nek novi ali pa ponovno oblikovati LDS, potem je verjetno prvi korak, da pač pobere, ne, nekako parazitira na teh. Aha, okay. Vse volilce so jim že pobrali. Ja, ampak ne samo volilce, še struktura in ljudje, ne, ker... Kakšno strukturo pa ima LMŠ in kakšno strukturo ima, bo rekel, stranka Alenke Bratušek, ki jo ima sicer malenkost več, ker je posvojila posamezne, bo rekel, dele Desusa, ne. Ampak, veš, te posamezne dele Desusa grejo lahko popolnoma samostojno Golobu. V bistvu jim je pobral že vse, kar jim je imel za pobrati. Ne vem, kaj ima še za pobrati. To je tehno vprašanje, ampak potem se spet vprašam, zakaj jim pol pobira kadre. Ker če nimajo ničesar, zakaj bi potem njihove kadre rabo? Recimo to, kar si omenil, ne, da pač bi bilo čudno da sta Alenka Bratušek in Marjan Šarec ministra. Jaz ti moram reči zame osebno, ne, bi bilo čudno tudi, če bi bila državna sekretarja, ker ko si enkrat predsednik vlade, se mi zdi zelo čudno, da si pa pol spet državni sekretar. Ne. To se mi zdi podobno, če bi v ZDA pač predsednik, ki ni več predsednik ZDA, pol kandidiral recimo, ne vem, za kongresnika ali pa senatorja. To nekako ne gre skupaj. Kaj praviš na to? Ja, to je sicer res, ne. Imamo pa v Sloveniji kar vseeno je to problem, da recimo tako bivši poslanci kot bivši ministri na nek način se potem imajo potem kar težave v nadaljnjem življenju. Se pravi, ni nekako poskrbljeno za njih. Najde službo, to pa drži, ja. In tudi plače teh ljudi niso tako astronomsko visoke, da bi si na ta način že v tem času ustvarili, tako da bi lahko potem mirno živeli, ne. Tako da je marsikdo med njimi enostavno prisiljen se spustiti na nivo državnega sekretarja, pa naj se to zdi še tako smešno, ne, ker to je v resnici čist spoštovanja vredna funkcija, ne. Tako da ne bi smeli gledati to, da je to neko hudo nazadovanje. V politiki pač je tako, da če nisi izvoljen, te pač več ni in zdaj nekako je pa treba poskrbeti za svojo prihodnost, ne. Res je, ne, ti dam delen odpustek, če se pohecam. Miro Cerar je bil predsednik vlade, pa pol bil minister, res pa je, da njegova stranka prišla v parlament, ne tako kot ti dve. Ja, to imaš prav. Ampak govoriva že o LDS-u, ne, se pravi, ko je bil LDS na vrhuncu moči, si verjetno nihče v Sloveniji ni mogel misliti, da bi ta stranka lahko pač padla ven iz parlamenta, ne, pa se je to zgodilo. Podobno smo verjetno mislili tudi za stranko Desus, pa je tudi padla ven iz parlamenta. Podobno verjetno, mogoče ta hip ne več, ampak še do včeraj, ne, do pred volitev, smo mislili tudi za Socialne demokrate. Zdaj, ti si že rekel vprašanje, če bodo tako stranka Levica, oni so že zdaj komaj not prišli, ampak tudi Socialni demokrati, vprašanje, če bojo še v parlamentu po naslednjih volitvah. Zdaj se mi zdi, no, da to pa je neka taka velika
sprememba strukturna, če se strinjaš, da se pogovarjamo o tem, bomo videli, kaj bo, ampak da se resno pogovarjamo o tem, da lahko socialni demokrati padejo ven iz parlamenta. Kaj ti meniš o tem? Jaz mislim, da je to zelo, zelo verjeten scenarij. Ne? Mislim, da nizozemski pregovor pravi nekaj v smislu, po vladanju greš na pol. Ne? Se pravi, in ne nazadnje, to je osnova vseh demokratičnih sistemov, ne? Da ko si v vladi, potem nekako se ti število glasov pada, dokler ne pride nov na oblast, ne? Kar je v bistvu za demokracijo čisto zdravo, da se menjajo pač te, ki so na oblasti. Ne? In zdaj, če rečemo, da bojo socialni demokrati na naslednjih volitvah, zato ker bojo sedaj vladi dobili polovico glasov kot zdaj, ne, seveda, lahko čisto komot izpadejo ven iz parlamenta. Oni niso imeli časa narediti razmisleka po volitvah, kako naprej, skočili bojo v vlado, ampak ta razmislek bodo morali upraviti. In ker ga niso upravili sedaj, ga bodo upravili recimo čez 1 leto ali pa čez 2 leti, ker v to jih bojo prisilile javnomnenjske raziskave. Ko jim bojo javnomnenjske raziskave pač pokazale, da jim priljubljeno še dodatno upada, ne, bo v stranki se povečalo število nezadovoljnih ljudi, pojavili se bojo pač negativni glasovi in to razpravo bojo morali upraviti. Takrat bo to pomenilo, da bo se znašla na njihovem, bo rekel, tnalu oziroma tudi celotna vlada. Ne. Namreč ne more se ti nekako privoščiti kot koalicijska stranka, da zamenjaš vodstvo in hkrati ostaneš naprej v vladi. Kaj si pa spremenil? Nič. Ne? Potem je isto to, kar je pač ves čas napovedovala gospa Fajonova, drugače pa vendar isto. Ne? Ne, če bo prišlo do tega razmisleka, kako naprej in do tega bo prišlo, ne? Potem bodo postavljali novo vodstvo in novo vodstvo bo moralo potegniti korenitne poteze in če si ti v vladi, edina korenitna poteza, ki jo lahko potegneš, to, da greš iz vlade ven. In to bo pač pomenilo konec vlade. Ja, razumem. Zdaj, ti si bil poslanec stranke, ki je bila takrat v vladni koaliciji, se prav poznaš dobro to tudi parlamentarno dinamiko. Zdaj, socialni demokrati bo imeli 7 poslancev, ne? Če pogledajo sestavo poslanske skupine, nekaj preizkušenih imen v narekovajih, ne? V prvi vrsti pač vodja poslanske skupine Matjaž Han, tudi Jani Prednik, ki smo ga že omenjali, ponovno mandat, ne pa Meira Hot, poslanka z Obale, tudi Bojana Muršič pač iz Ruš. Nekaj pa novih imen. Ne? Zdaj, čeprav vem, bi naj Tanjo Fajon zamenjal v poslanski skupini Jonas Žnidaršič. Ne? Kako ti ocenjuješ moč te poslanske skupine socialnih demokratov? Ker videli smo v tem mandatu, se mi zdi še posebej, ne, da so zdaj v bistvu poslanske skupine ali celo posamezni poslanci so tisti, ki nekako diktirajo politiko stranke. Ne? Njihova moč bo relativno večja zaradi neizkušenosti na strani najmočnejše koalicijske stranke, sicer Gibanja Svobode, ki prihaja z praktično vsemi novimi poslanci, mislim, da eni 2 ali 3 imajo izkušnje od prej, kar bo relativno povečalo moč SD-ja, ampak hkrati bo pa si SD ves čas mislila, tam imamo one neizkušene in oni so v bistvu ne znajo delati in jih bo, ne vem, grabo nek ali cinizem ali karkoli, ne. Ne vem, jaz v tej poslanski skupini, morda z izjemo gospoda Jonasa, ne, ne vidim nobenega, ki bi bil sposoben nekega presežka. Ne. Zdaj, ali ga bo sposoben Jonas ali ne, to bomo še videli. Če se bo odločil, da ja, potem ja. Če gre pa samo po plačo, ne, potem pač tudi od njega tega ne bo. Ne. In lahko to vse skupaj spade kot ena srednje velika žalost. Ne. Zdaj si zbudil veliko zanimanje v meni. Marko, kakšen presežek po tvoje bi lahko Jonas Žnidaršič naredil v parlamentu, če bo tako želel, če sem te prav razumel? Ne vem kakšen, ampak če pogledaš njegovo zgodovino, praktično česarkoli se je lotil, ne, je v tistem briljiral. Ne. Tako da ne vem, zakaj ne bi tudi kot poslanec. Ne. Če pogledamo recimo, kako je bil kviz Lepo je biti milijonar, ki ga vodi on, pa kako je bil potem, ko ga je vodil Slavko Bobovnik, biti v tem delu pač kar pritrdil. Recimo, ali pa tudi recimo, kako je igral biljard, ne. Pa tudi mislim, da v pokru ni bil slab, ne? Tako da tukaj so kar neke paralele z ping-ponganjem v parlamentu in igranjem pokra. Ne? Tako da bomo videli. To drži, ja, bomo videli, kaj se bo
kaj se bo v bistvu dogajalo na tem področju v prihodnje. Zdaj, rekla sva že, ne, se pravi, ministri bodo v glavnem novi, verjetno tudi poslanci bodo pač v glavnem novi. Kako bo po tvoje ta vlada funkcionirala? Ne? Ti imaš izkušnje takrat, ko si ti bil poslanec, tudi so bile zelo težke razmere, zdaj nekako se napovedujejo, da se spet razmere načeloma se slabšajo, ne? Niso tako rožnate, da bi lahko rekli, da bo vlada lahko samo mirno sedela križem rok. Kaj jim ti recimo napoveduješ? Celoten rezultat volitev in celotna vlada je sestavljena z programom Janeza Janše, ne, oziroma anti-Janeza Janše. To je bilo glavni reason d'etre pač tega celotnega gibanja in bo tudi nove vlade. Ampak žal prihajajo časi, ko to ne bo zadoščalo. Ne. Vidimo že, da se recimo na področju kreditiranja se kar dogajajo spremembe, energenti divjajo, ukrajinsko-ruska vojna se kar nekako noče končati in tako dalje. Bomo videli, kaj bo s covidom. Tako da se bojim, da bo ta vlada kar hitro postavljena pred zelo resne izzive in bo morala v bistvu pokazati, kaj zna. Ne. Zdaj, ta govor o teh 2 mandatih, ne, pa mislim, da to ne slišim prvič, da so že predtem govorili marsikdaj o tem, da delajo za 2 mandata in tako dalje. Milan Brglez je v prosti rekel za SMC, da bojo 12 let, se pravi 3 mandate. No, super, pa vemo, kako se je končala. Ne. Ampak, veš, realnost pa je, da je nekako časovni horizont povprečnega volivca v Sloveniji se ne meri več v letih ali mandatih, ne, ampak bolj v tednih in dnevih. Ne. In volivce bolj zanima, kaj boste naredili jutri, ne, in zakaj niste tega že včeraj, ne pa kaj boste vi naredili čez 2 mandata. Ne. Tako da se mi zdi, da bojo tukaj relativno hitro soočeni z obljubami, kot je v 30 dneh do specialista. Ne. Minilo bo pa še 60 dni, ne, da bi bo rekel karkoli naredili na tem področju. Ne. Da ne govorim o tem, da se bojo recimo cene bencina so se že povečale, ne? Ja. Cene elektrike se verjetno bojo pa tudi kmalu, ne? In bo treba to nekako razložiti volivcem, zakaj se je to zgodilo. Pa ne me narobe razumeti, jaz ne krivim te vlade, ki je še ni za to, ne? Razumem, ja. Pa tudi trenutne, ne? Ampak razmere pa so take, ne? Tako kot ne moremo kriviti niti vlade Marjana Šarca, niti vlade Janeza Janše za COVID, ne? Pa vseeno se je zgodil in se je bilo treba soočati z njim, tako se bo tudi ta vlada morala soočati z raznimi težkimi problemi. Takrat pa bo pokazalo se, ali je gospod Golob iz pravega testa in ali je bila odločitev, bo rekel, celotnega volilnega telesa, da praktično zamenja pol parlamenta, ne, dobro ali pač ne. Ja. Še ena stvar mi je prišla na misel, ne. Zdaj, ko bo Luka Mesec očitno minister v vladi Roberta Goloba, bo verjetno Miha Kordiš vodja poslanske skupine stranke Levica. Ne. In če se spomniš, po enem izmed Kordiševih izpadov v parlamentu je imel en tak zelo razburjen govor vodja poslanske skupine SD, ki bo očitno ostal isti, Matjaž Han, ne, ki je rekel, da on s takimi ljudmi ne želi sodelovati. Ne. Ampak zdaj, glej ga zlomka, boste očitno morala. Zdaj, če bi bil Muha na stropu, ne, kako si predstavljaš koalicijske sestanke, na katerih skupaj sodelujete Matjaž Han in Miha Kordiš? Jaz mislim, da poslanci bi si že v preteklem mandatu zaslužili v tem, pa če bo res gospod Kordiš predsednik poslanske skupine, si bi poslanci zaslužili poseben dodatek za Levico. Ne? Ker to, finančni misliš? Finančni dodatek, in to ne nizek, ne? Ker to, česar so deležni, kar morajo tam prenašati, ne? To pa res sodi pod izjemne dosežke in si zato bi zaslužili nadomestilo. Ja, razumem. In to prav s tem imenom, se pravi dodatek za Levico. Mislim, da si s tem odgovorom vse povedal in si predstavljam, da Matjaž Han bi bil kar visoko na tej lestvici teh dodatkov. Ne? Jaz mu ga privoščim in rajš vidim, da ga on dobi, kot da ga bi jaz. Razumem. Čisto zadnje vprašanje, še imam zate, Marko, preden za danes zaključiva. 15 dni je že minilo od volitev, ne? In Janja Božič Maroč še ni razglasila Roberta Goloba za Luko Dončića slovenske politike. Si kaj presenečen na tem? Jaz sem bil na srečo zadnje 2 tedna v tujini, ne? Za vsak primer, če je bilo treba emigrirati, ne? Ampak pa je prišla svoboda, tako da sem se lahko vrnil. Si se lahko svobodno vrnil. Tako da nisem toliko spremljal v živo tega.
Ok, se pravi, nisi tako presenečen, da še ni, ampak se je res, da tudi Marjana Šarca je to razglasila po pol leta ali pa po parih mesecih obstoja vlade, tako da ima še čas. Ja. Marko Polišič, najlepše hvala za tvoje današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj se dogaja v Socialnih demokratih, že 729. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, iz koga se norca dela Državna volilna komisija. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.